V naravi obstaja posebna oblika, ki jo potem najstarejše civilizacije, ki jo poznamo, tudi grška in zlasti egipčanska, ima kot simbol. In Amon-Ra je imel sonce, ki ni ne krog, ni ne jajce, ampak je nekaj med krogom in med jajcem. Je taka oblika približno zunanja, kot je ta. No, in to je bil simbol pravzaprav Božjega stvarstva, katerega celo bogovi egipčanski so imeli na glavah. Jaz tega nisem mogel razumeti, dokler nisem videl sončni zahod, prav na Primorskem, in ko med sončnim zahodom piha burja in tista oblika nastane točno takšna. To se pravi, kaj so hoteli povedati stari Egipčani? Da pravzaprav Bog je vibracija, mi smo vibracija. V krščanstvu, v hindujski kulturi oziroma v indijski kulturi je Om, v krščanski kulturi je Amen, medtem ko je pa zvon tista slušna vibracija, ki res prinaša pransko energijo iz kozmosa. Zato so pa vse naše cerkve z sterami nad višino celotne vasi in ta vibracija gre na nas. No, ta posoda ima približno iste stvari v obliki in tudi energetski dizajn. Sama oblika že sproža nevidno vibracijo energijo, pransko energijo, ki jo povezuje s to centralno obliko, no in dobimo numerološko številko 7, ki je pač obdobje Krišne. Pred 5000 leti je med nami živel Krišna, pred 20 000 leti pa približno Rama. In vse je v slovenskem jeziku. Je krstni, je Rama, je Ram, vse, kar je v zmisli zra, je Bog. Tudi Aton, ki se pa spet povrne iz te klasične oblike v obliko jajca oziroma našega prastarega božanstva, katera smo mi Slovenci verovali, to je bil pa Bog Belin. In je vnešen v vsej stari evropski kulturi, tukaj blizu je Oglej, kateri je svetišče bilo posvečeno tudi gospodu Belinu, oziroma Bogu Belinu.